Okay. Torej, zdaj je 9:50, bomo začeli z našo predstavitvijo. Torej, moje ime je Simon Krek in sem vodja tega projekta, ki ga danes predstavljamo. Če prav razumem, lahko vidite moj zaslon, samo nekdo mi mora to potrditi zdajle. Ja. Okay. Skratka, projekt se imenuje Razvoj slovenščine v digitalnem okolju in jaz bom samo porabil minuto, dve za to, da predstavim osnovne informacije o tem projektu. Gre za projekt, ki ga financira Ministrstvo za kulturo in Evropski sklad za regionalni razvoj. Traja od lanskega leta, od lanskega maja do februarja 2023, vrednosti 4 milijone evrov. Imamo velik konzorcij, 12 partnerjev, v katerih so v bistvu univerze, inštituti, potem 2 državni podjetji, Pošta Slovenije in STA in 4 druga podjetja. Koordinira zadevo Univerza v Ljubljani, Center za jezikovne vire in tehnologije in znotraj Univerze v Ljubljani sodeluje v bistvu 6 fakultet. Vse ostale informacije lahko izveste na spletni strani slovenščina.eu. Osnovni cilj projekta je to, kar je navedeno tukaj na zaslonu, se pravi jezikovne tehnologije za slovenski jezik, razvoj teh tehnologij in virov, ki jih potrebujejo te tehnologije. In danes bomo predstavili samo eno od področij. V glavnem imamo nekih 5 osnovnih področij. Prvi delovni sklop projekta so jezikovni viri, torej tisto, kar potrebujejo različne jezikovne tehnologije za svoje delovanje. Drugi sklop so govorne tehnologije, torej v glavnem razpoznavanje in sinteza govora. Tretji sklop semantični viri in tehnologije, kjer gre v glavnem za strojno razumevanje recimo naravnega jezika, torej slovenščine. Četrti sklop je strojno prevajanje, to bomo bolj podrobno predstavili zdajle, in neka taka podporni del, bi rekel, tudi za strojno prevajanje je terminološki portal, kar pomeni, da omogočamo vsem urejanje terminologij na vseh področjih, kar se potem preliva naprej v strojne prevajalnike in druge tehnologije. Jaz bom zaključil s tem slajdom, in sicer za tako širšo predstavitev se mi zdi pomembno, da se ve, kdaj bo nek ključni moment, ko se bo vse, kar bomo na projektu razvili, predstavilo, in potem bomo imeli, kot tukaj piše, še 2 do 3 mesece za komentarje, povratne informacije in sprejemanje pripomb, kot je navedeno, in takrat bomo organizirali tudi nek širši, velik promocijski dogodek, zato da bomo potem lahko zadevo zaključili februarja 2023 s popravki vred, upajmo. Toliko bi jaz na začetku povedal, zdaj bi pa v bistvu naprej predal besedo Andražu. Samo da... Oziroma Iztoku pa Marku. Iztoku pa Marku, tako je. Ja, hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem. Mislim, da je zdaj tudi Iztok se uspel pridružiti. Pozdravljeni, ja. Dobro, samo da shaream screen. Samo trenutek. Evo. Ja, zdaj na kratko vam bom predstavil, kako delujejo sodobni nevronski strojni prevajalniki, malo samo pogled iz zgodovine in v bistvu, kaj so
pač izzivi in kaj je tisto, kar nas najbolj muči, sploh v okviru RSDO-ja in celotnega projekta za razvoj nekih malo boljših in čim bolj kvalitetnih razpoznavalnikov. Zdaj, zgodovinsko gledano je koncept strojnega prevajanja prvič predstavili že leta 1949, ko je Warren Weaver kot prvi zagovarjal tezo, da lahko računalnike nekako uporabimo za avtomatsko prevajanje tudi človeškega jezika. Od takrat naprej se pač strojni prevajalniki razvijajo z različnimi stopnjami uspešnosti. V osnovi glede na različne metodologije in pristope k strojnemu prevajanju nekako ločimo pa dve obdobji. In sicer obdobje prevajalnikov na osnovi pravil in pa obdobje podatkov na osnovanih prevajalnikov. Zdaj, prvo obdobje je prevladovalo nekako do leta 2000, ko so z močno udeležbo večjezičnih ekspertov sestavljali pravila analize izvornega jezika, potem naprej prehodov iz izvornega v ciljni jezik in na koncu nekako generiranje smiselnih stavkov v ciljnem jeziku. Ti pristopi so večinoma zahtevali veliko ročnega dela in so zato na nek način nerazširljivi oziroma neskalabilni. Težave pa so se pojavljale tudi, ko s pravili ni bilo moč zaobjeti vseh posebnosti jezika. Podatkovno osnovani pristopi so se potem začeli pojavljati v sredini 80-ih let, najprej kot nekakšne zbirke prevodov, kjer je sistem za nek stavek v bazi prevodov poiskal njegov znan prevod. Potem v 90-ih letih so statistične metode o bluščenju znanja iz paralelnih korpusov, to je množice teh poravnanih stavkov oziroma stavkov v izvornem jeziku in ujemajočih se prevodov, omogočile prehod na prevajanje na nivoju fraze, ne več celotnega stavka, oziroma na nivo besede. Tipično so bili te sestavljeni iz več komponent, kjer je ena skrbela za prevod fraz oziroma besed, druga za ciljni jezikovni model, tretja pa potem za ustrezen vrstni red besed v ciljnem jeziku. Največji preskok v uporabnosti strojnih prevajalnikov pa se je zgodil nekako okrog leta 2014, ko so se začele uporabljati globoke nevronske mreže. Te so končno omogočile doseganje natančnosti, ki so že zelo blizu človeškim prevodom. Zdaj, če si pogledamo, kaj nevronska mreža je, koncept nevronske mreže nekako izhaja iz posnemanja poenostavljenega delovanja človeških možganov. V osnovi izhaja iz delovanja nevronov in sinaps, ki te nevrone med seboj povezujejo. Nevroni oddajajo signale, vkolikor so leti vzbujeni. Njihovo stanje pa določa stanje nevronov, ki so z njimi povezani in lastnosti povezovalnih sinaps. Nekatere sinapse delujejo ekscitatorno, druge pa inhibitatorno. Nevronska mreža je tako sestavljena iz več nivojev teh nevronov, ki so med seboj lahko povezani preko sinaps. Del nevronov predstavlja vhodni nivo, del nevronov pa izhodni nivo. Preostale nivoje imenujemo skriti. Učenje nevronske mreže poenostavljeno predstavlja učenje lastnosti sinaps, torej določanje njihove stopnje ekscitatornosti oziroma inhibitatornosti, tako da ob znanem vhodu dobimo želeni izhod. Zdaj, z večanjem števila teh skritih nivojev in različnimi prožilnimi funkcijami pridemo do teh tako imenovanih globokih nevronskih mrež. V teh primerih govorimo o več 10 nivojih s po več tisoč nevroni ter skupno več kot 100 milijonov učljivih parametrov, torej pač lastnosti sinaps. Nevronski prevajalnik je potem v grobem ogrodje tipa kodirnik-dekodirnik, to sta dve nevronski mreži, kjer je vhod prve stavek v izvornem jeziku, izhod druge pa stavek v ponornem jeziku. Kodirnik najprej vsako besedo stavka v izvornem jeziku preslika v nizkodimenzionalen vektor, ki se imenuje besedna vložitev oziroma v angleščini word embedding, ki odraža različne kontekste in pomene posamezne besede. Stavek je pa potem matrika,
ki je sestavljena sekvenca vektorjev vseh besed v stavku. Dekodirnik, torej druga nevronska mreža, pa iz omenjene matrike od leve proti desni, del po del sestavlja prevod v ponornem jeziku. Za razliko od predhodnih tehnologij, ki so delovali najprej na nivoju stavka, potem na nivoju fraze oziroma besede, se v zadnjem obdobju osnovni delček prevajanja nanaša že zgolj na del besede, v angleščini subword. Področje raziskav nevronskih prevajalnikov je precej dinamično in se izredno hitro razvija. Uporabljajo in preskušajo se različne topologije globokih nevronskih mrež, na primer konvolucijske nevronske mreže, ki vhod predobdelajo, rekurenčne nevronske mreže, ki dodajajo povratno zanko oziroma spomin, in najnovejše nevronske mreže, imenovane transformer mreže, ki dodajajo mehanizem pozornosti. Kot zanimivost recimo Googlov članek iz leta 2017 z naslovom Attention is all you need ima skupno več kot 22,000 citatov in je eden izmed najbolj citiranih člankov tega področja. Izmed vseh korporacij, velikih korporacij, že praktično vsaka ponuja svoje prevajalnike. Tako Google, Facebook, Microsoft, kot tudi ostali ponujajo že komercialne rešitve. Google in Microsoft oba že podpirata tudi slovenščino. A še vedno je zaradi v svetovnem merilu majhne populacije, ki jo aktivno govori, ta prisotna zgolj v omejenem dosegu. Zdaj v zadnjem obdobju je eden izmed boljših obstoječih prevajalnikov, naprimer DeepL, in ta je dosegljiv na deepl.com, ki tudi podpira slovenščino. Prednost in hkrati slabost dejstva, da se področje hitro razvija, je tudi vse večja množica odprtokodnih rešitev, ki vsaka zagovarja svojo tezo in omogoča gradnjo lastnih prevajalnikov. Implementacij in pristopov in rezultatov je res veliko. Na vzorčnih množicah nekateri sistemi dosegajo že zavidljive rezultate. V okviru RSDO smo po pregledu stanja, preučeni dokumentaciji in rezultatih na vzorčnih množicah izbrali predvsem ogrodji Marian NMT in Farsec, ki obe ogrodji podpirata tudi najnovejše pristope. In pač v okviru teh dveh skušamo razvijati lastne prevajalnike, s koncentracijo seveda na slovenščino. Ne glede na izbrano ogrodje, nevronski prevajalnik temelji na nekako 4 osnovnih predpostavkah. In sicer predvideva, da je vhod poved ali stavek in ne pa paragraf ali celoten dokument, še manj pa recimo zgolj del stavka. Predvideva, da se zaporedje besed v ponornem jeziku generira od leve proti desni, druga za drugo, pri čemer si pri napovedi naslednje upoštevajo tudi besede, ki so bile do tega trenutka že generirane. Predvideva, da sta v osnovi tako vhod kot izhod čisti tekst oziroma interno deli besed, celotne besede ali stavki. In nenazadnje model je učen, torej uteži povezav med nevroni so optimizirane na osnovi dvojezične učne množice, tako imenovanega paralelnega korpusa oziroma množice poravnanih stavkov izvornega jezika in ujemajočega se prevoda v ponornem jeziku. Ti pari med učenjem predstavljajo vhod nevronske mreže in njen želeni pričakovani izhod in so bistven element vseh teh podatkovno usmerjenih metod. Vsaka izmed naštetih predpostavk seveda predstavlja svojevrsten nabor izzivov. Na primer, predpostavka, da se kot vhod pričakuje poved oziroma stavek, omejuje kontekst, ki se ga nevronska mreža zaveda. Posledično pride do težav pri prevajanju daljših povezanih besedil, kar je eden izmed aktivnih izzivov. Nevronska mreža kot vhod pričakuje tekst, pa v nekaterih primerih še širši kontekst lahko močno vpliva na prevod. Šolski primer je recimo prevod povedi He went to the bank, ki spremeni končni prevod
ko le-ta predstavlja opis slike osebe, ki se približuje obrežju reke. Zahteva po prepoznavanju celotne povedi oziroma poznavanju celotne povedi oziroma stavka v izvornem jeziku pred samim začetkom prevajanja uvaja zakasnitve v trenutkih, ko je to pomembno. Naprimer, prevajanje živih dogodkov. Raziskave, ki se usmerjajo v to področje, se ukvarjajo s tako imenovanim tekočim prevajanjem oziroma celo prevajanjem neposredno iz zvoka v zvok, kjer gre že za kombinacijo razpoznave govora in neposredne sinteze v ponornem jeziku. Ne glede na omenjeno, je eden izmed najbolj perečih problemov jezikov z majhnim številom aktivnih govorcev v svetovnem merilu pomanjkanje podatkov. To je rak rana vseh podatkovno usmerjenih pristopov, ki za svojo učinkovitost zahtevajo velike količine učnih podatkov, saj so ti pomemben del učenja celotnega sistema. Žal so v okviru prevajalnikov ti, ki so na voljo in najlažje dosegljivi, predvsem v specifičnih domenah, naprimer patenti ali navodila za uporabo in podobno. In to močno vpliva na kvaliteto naučenih sistemov. Zdaj, več o zbiranju podatkov in podatkovnih bazah vam bo pa povedal Andraž. Ja, zdravo. A se slišimo? Ja. Aha, super, bom jaz kar šeril svoj screen. Kot je rekel Iztok, jaz bom povedal nekaj o zbiranju po trenutni situaciji na trgu strojnega prevajanja za slovenščino. Pa pred zbiranjem se mi zdi, da je mogoče uporabno pa zanimivo, tako čisto z uporabniškega vidika pogledati, kaj sploh obstaja zdaj za slovenščino. Ker vsi poznamo Google Translate, pa ga tudi uporabljamo, ampak v resnici sem bil kar malo presenečen, ko sem začel gledati, je zdaj kar nekaj teh prosto dostopnih strojnih prevajalnikov, ki pač podpirajo slovenščino. Tukaj je zdaj en tak seznam, ker sigurno še kaj manjka, ampak je pa kar nekaj. Poleg Google je to Bing, ki je od Microsofta, pa DeepL, ki je pred kratkim pač podporil slovenščino, ga isto omenil in isto ta zelo dobro deluje. Recimo Yandex, ki je ruska firma, pa Baidu, ki je kitajska firma in podpira slovenščino, torej iz angleščine v slovenščino pa obratno prevajanje. Pa je tukaj ena francoska firma, ki v bistvu se ukvarja z razvojem teh custom-made strojnih prevajalnikov, ampak ponuja tudi tak brezplačen prevajalnik isto kot Google. Pa je tukaj Modern MT, ki je nastal v bistvu v enem konzorciju EU projekta in je zdaj tudi prosto dostopen na internetu. Potem tukaj na tej strani imamo e-translation, ki je strojni prevajalnik Evropske komisije, ki sicer ni čist prosto, v nasprotju s temi ostalimi se pač treba registrirati, si narediti nek EU login račun, ampak to je pa tudi brezplačen. Potem Amazon ponuja, sicer ne čist brezplačne verzije, treba si je pač narediti račun na tistem njihovem cloudu, ampak v bistvu za tako minimalno uporabo je to praktično zastonj. IBM ima slovenščino in pa so še številni drugi taki komercialni ponudniki strojnega prevajanja, ki tudi lahko podprejo slovenščino, jasno, proti plačilu. In zdaj mogoče, kar je zanimivo, jaz sem vzel pač prva 2 odstavka vabila za ta dogodek in jih dal v te strojne prevajalnike in pogledal, kaj pride ven, da vidimo, kakšna je sploh kakovost tega. Tukaj sem z rdečo označil par stvari, ki se mi zdi, da bi lahko bile problematične, kjer bi se lahko videlo, da gre za strojni prevod in da ne gre za nekega naravnega govorca ciljnega jezika. Recimo, a bo to 10H, a bo to vedel, da je to zdaj dopoldne, pa ne popoldne, a bo pravilno prevedel te kratice, ki so slovenske, kako bo prevedel strojni prevajalnik, ker v tem kontekstu se v angleščini bolj uporablja fraza pač Machine Translation Engine, ne toliko translator, čeprav tudi, ampak
Pa par takih besed, recimo ta učenje zanimiva, ker v angleščini je to ponovadi training, ne toliko learning ali pa teaching. To je mogoče zanimivo, kako, kaj pride ven. Zdaj sem jih jaz nekako razvrstil po kakovosti od najslabšega do najboljšega in kot najslabšega sem ocenil tega ruskega. In tukaj ima precej problemov, pač recimo ene stvari so ostale v slovenščini, poljuden, besedilodajalci, prosto dostopnih. Ene stvari je v bistvu se čist zmedel, tukaj sem Automatic Collection of Sense, tukaj smo imeli v bistvu v angleščini, kdaj je uporaba strojnega prevajalnika smiselna. Tako da tega Yandeksa pač ne bi priporočal v bistvu za noben namen. Po naslednje je tale kitajski. Zdaj, mogoče kot zanimivost, do tega kitajskega se pač, ko se odpre to stran, pač Baidu Translate, to je v kitajščini in zdaj, če ne znaš kitajsko, niti ne moreš zamenjati jezika, tako da kar sem jaz naredil, jaz sem v bistvu stran dal v Google Translate, da sem jo dobil v angleščini, pa sem pač tam poklikal in prilipo not besedilo in dobil ven prevod, tako da s takim obvodom pri Google Translate. Ampak tudi ta v resnici ima precej problemov, recimo jezikovni par, language couple, tukaj ima te machine translators, ki bomo še kasneje videli, v bistvu tega noben ni pravilno prevedel, kot bi mogel, ta learning je tudi zmeren problem. Tukaj dol vidimo, to so besedilodajalci, v tem primeru so legislators, on je sicer vsaj prevedel, Yandex še to ni, ampak to v bistvu to ni to. Po naprej imamo Bing Translator od Microsofta. Tako na začetku vidimo, da ga tukaj nekaj zmedejo številke pa ure, tukaj mogo biti na 10 popoldne, pa je kar ponovil datum. Te kratice ni prevedel, iz nekega razloga je strojni prevajalnik v enem primeru prevedel kot machine compiler. Tukaj imamo spet learning, namesto training. In tukaj je ta zanimiva, tekstualians, torej besedilodajalci. Pač izvirno, ampak ni pa pravilno. Tudi ta v resnici, tudi če se tako, pač ko se to prebere, se vidi, da je to pač strojni prevod, da so težave, tako da tudi ta Bing v resnici ni najboljši. Pa imamo za tega francoskega Sistran, ki je recimo pretvoril uro. Tukaj je izbral linguistic pair, običajno je bolj language pair. Tukaj je recimo nekaj čist zavozil, non-Slovenian machine translators, v bistvu se gre za v izvirniku imamo strojno prevajanje za slovenski jezik, v bistvu čist kontra prevedu. Tukaj imamo spet ta learning, in besedilodajalci so tukaj text donors, kar je vsaj pomensko pravilno. V primerjavi s prejšnjimi še zmeraj pa ni to najbolj primeren izraz, pač moglo bi biti nek contributor. Potem imamo prevajalnik e-translation, to je to, kar nastaja pri Evropski komisiji, kar je treba pri tem vedeti, da je pač ta učen primarno na njihovih prevodih, ki pač nastajajo tam v tem direktoratu za prevajanje pa Evropskih komisij in je tudi bolj primeren za take tekste, tako da tale, ki ga imamo tukaj, najbrž ni najboljši za njega in vidimo neke težave. Recimo, ta je zanimiva, ob 10 zvečer bo kratice spet totalno pravilno prevedel. Uporno vsakič je prevajalnik prevejen kot compiler, kar je v resnici v tej računalniški terminologiji tudi je, ni pa v kontekstu strojnega prevajanja, pa ni pravilno. Tukaj se je malo zmislil neke neuronalne algoritme. In besedilodajalci tukaj so pa teksters, kar
spet ni glih dobra rešitev. Če gremo naprej, imamo Amazon Translate. Jaz sem rekel, ta pač ni tako, da bi šel lahko nekaj na internet, pa pač samo lepo tekst noter, ampak je treba si narediti račun na tem AWS Cloudu. Ampak imajo nek free, pač nek brezplačno naročnino in v bistvu za tako rabo je čisto zadostno. V bistvu ta je v resnici malo boljši, no, recimo ura je pravilno zadev. Tle je sicer in a different way, to je bilo na poljuden način, da bomo predstavili delovanje nevronskih strojnih menjalnikov na poljuden način, on je pač napisal in a different way, kar se vsaj, mislim, ne sliši slabo, ampak ni pa to tone, kar bi si želeli. Spet imamo ta learning, to je zmerom, učenje je zmerom learning pri vseh. In tle imamo zdaj besedilodajalci, je še malo drugače, tukaj so zdaj textlers. Tle so bili texters, zdaj so textlers. Zdaj smo že pri naslednjem, to je ta Modern MT, torej pač v nekem evropskem projektu naslovom konzorcija evropskih v bistvu jezikovno-tehnoloških podjetij. In je v bistvu kar dober, svet ura je pravilno, tukaj imamo sicer in a human way, torej da pač razložili bomo delovanje nevronskih strojnih prevajalnikov na human način, na poljuden način, kar spet ni pravilno. Translators so vedno prevajalniki, čeprav bi v angleščini boljši machine translation engines, običajno v tem kontekstu. Spet imamo ta learning, namesto training in zdaj besedilodajalci so textual issuers, kar spet ni dobra rešitev. Zdaj pa v bistvu prehajamo proti koncu, proti najboljšim. To je Google in v resnici Google tega, ko ga bereš, je, tako bi rekel, good enough za razumevanje, napak tukaj le ni, ima pa tistih par posebnosti, s katerih se vidi, da vseeno to ni prevod naravnega govorca, tak kot bi bil tak pravilno idiomatičen, ampak da je to, še zmeraj se vidi, da je to strojni prevod. Translator so tukaj imamo v bistvu in a popular way, torej na poljuden način, kar običajno se poljuden, dostikrat se potem prevaja s popular, zato je to tukaj, čeprav v tem primeru bi bilo najbrž treba čisto obrniti stavek, da bi bilo res to, kar smo mislili v slovenščini. Imamo ta learning spet, zdaj besedilodajalci so pa tukaj text givers, kar je vsaj pomensko, je to tone. Tako da Google v resnici je za slovenščino bil dolg časa najboljši. Zdaj se je pa v zadnjem, kako bi rekel, so zdaj 2 meseca ali pa 3 mesece, pa zdaj obstaja totale DeepL, ki smo ga že omenjali. To je ena nemška firma, ki v bistvu dela te strojne prevajalnike tudi komercialno, ampak ima pa tudi prosto dostopen prevajalnik na isti način kot Google, pač 2 okna, nekam neseš tekst in on ti pač prevede. In pokazalo se je, to so sicer take bolj anekdotne ocene, ni bilo neke sistematične ocene narejene, ampak v velikih primerih je ta DeepL nekaj boljši od Google. Tako, ni zdaj to, ni tak velik preskok, ampak je pa občuten. Zdaj tle, 2 stvari ima tukaj zeleno izpostavljene, ki so zanimive. To je na poljuden način. In to je najbrž dober prevod. Tak, pomensko tisto, kar želimo v slovenščini reči na poljuden način, to je na pač uporabniku prijazen oziroma ljudem prijazen, razumljiv način. Noben drug od teh ostalih tega ni tako prevedel. Tega, recimo, če bi ta stavek prebrali, verjetno ne bi pomislili takoj, da gre tukaj za strojni prevod.
Pač ostanejo še na tej translatorji, pa ta learning, ampak ima pa tudi tole tukaj, ne, quality, ne, vsi ostali so imeli, pač tukaj so bili v slovenščini smo imeli kakovostni modeli, ne, in vsi ostali, ne, tudi Google, vsi so imeli to kot quality model, zdaj ta quality, to ni velik problem v angleščini, dostikrat se uporablja kot pridevnik, ampak je pa v resnici tole high quality bolj, mislim, najbrž malo boljša angleščina, ne, tako to je en tak plus pri temu, ker tudi mene malo presenetil, da je to naredil. Je pa tukaj na koncu besedilodajalce, je pa pač prevedel kot prevajalce, kar v bistvu ni pravilno, čeprav ne vem, v velikih primerih so to lahko tudi prevajalci. Ampak ja, tako da jaz v bistvu vam predlagam, no, da naslednjič, ko boste kaj namesto Google, ko boste pač rabili nek hiter strojni prevod namesto Google, da greste na tale DeepL, pa malo pogledate, kako to deluje. In boste videli, kako, če je uporabno. Zdaj, za en kratek povzetek, ne, v bistvu ponudnikov za slovenščino je veliko, kar nekaj, ne, mogoče presenetljivo veliko. Kakovost smo videli, da je še precej pač niha, ne, in so zelo slabi, ta zadnja dva sta pa že kar dobra. Kar se pa opazi, no, tudi Google in DeepL, ko se jih bere, pač prevodi dosti sledijo, ne, tako kot je napisan izvirnik v slovenščini, tako nekako bo tudi preveden, ta strojni prevajalnik tega ne bo obrnil, nekako čisto drugače, da bi bilo tisto slišati res pač naravno v ciljnem jeziku, ampak bo pač sledil izvirniku. In zdaj, če to pol dobro izpade tudi v ciljnem jeziku, je pol to ok, če pa ne, pa pač ni, ne. In to se mi zdi kar pomembno, ne, ker to je pol v praksi, je to velikokrat problem, ne. Če imate dober, ne, slovenski tekst, pol bo tudi strojni prevod relativno dober, če je pa slab tekst, tako z vidika tako formatiranja, tako tehnično, da so neki prelomi in take stvari, in z vidika tega, da je pač slabo napisano, čisto vsebinsko, ne, pol pa tudi strojni prevod pač ne more biti dober, ne. Ne, in to, kar sem še malo omenil, ne, pač vsi tej, ne, tle smo, če pogledamo ta prvi testni projekt, tukaj smo imeli neke linke noter, ne. Tej linki se pač tam v tistih spletnih vmesnikih se pač ne ohranijo, ne, tako da to je pol treba nov vzpostaviti. Zdaj, če prevajamo tako da par odstavkov, ni problem, če pa prevajamo, ne, če bi pa rabili prevode kakšnih daljših stvari, pa kakšnih bolj kompleksnih, ne, dokumentov, je pa to lahko kar velik problem, ne, in zdaj nekateri, med drugim tudi ta DeepL, pač to ponujajo, pač lahko imaš to neko naročnino, in plačuješ in pol ti tudi načeloma nekako ohrani tudi neko formatiranje in tako. In s tem jaz bi zaključil tale, pač recimo, praktični pregled. Zdaj pa še par slajdov o tem, kaj pa lahko naredimo, da bo kakovost še višja, oziroma kaj se mi tukaj v projektu RSDO želimo. Zdaj, kot smo videli nekaj, kar je povedal Iztok, tehnologija je v bistvu podobna pri vseh, ne, tam ni nekih skrivnosti, so nevronske mreže, so mogoče ene malo drugačne, ene take, ene druge, ampak tukaj ni, da bi nekdo imel neko zelo revolucionarno tehnologijo, pa noben ne vedel, kako to deluje. To je vse dosti temelji na nekih odprtokodnih knjižnicah in glede tega je pač stvar dosti jasna, ne. Razlika v kakovosti je pa pač v podatkih. Eno je količina podatkov in to je dosti povezano s tem, koliko govorcev je jezik, in druga je v kakovosti podatkov, kako so zdaj te podatki sprocesirani, pripravljeni, urejeni, ne, tako da jih te nevronske mreže res pravilno razumejo, ne. In to je ta DeepL, ne, ki smo ga gledali, oni na tem zelo veliko delajo, da pač imajo zelo čiste in urejene podatke. Tukaj v modrem imam en tak, recimo, ponazoritev velikosti pač razpoložljivih besedil, ne, torej v paralelnih korpusih za nekatere jezike, torej število segmentov, en segment tukaj pomeni par, prevodni par, ne, torej stavek v angleščini, stavek v slovenščini.
Ne, zdaj recimo za par nemščina, angleščina imamo 436 milijonov, za francoščina, angleščina 547, tako naprej, ne. Poljščina 141 milijonov, hrvaščina 65 milijonov, za slovenščino imamo 47 milijonov. Torej, v resnici gre kar precej, ne, pač glede na večji kot je jezik, več je, ne. Zato je tudi slovenščina tukaj na zadnjem mestu. Tukaj govorim o prosto dostopnih korpusih, ki so na voljo, ne, s takimi licencami, da jih lahko uporabi kdorkoli. Sigurno obstajajo pri Googlu, pri DeepL in teh še neki korpusi za slovenščino, ki niso javni, tako da oni imajo najbrž tudi več teh podatkov. Ampak to je pa tisto, kar je prosto dostopno, kar obstaja in kar lahko uporabi kdorkoli. In to je glavna ovira, zakaj strojno prevajalanje za slovenščino ne more biti še boljše. Ne. Pač tega je v resnici premalo, ne. Želeli bi si vsaj še enkrat več, ampak to je pač ta omejitev, da pač toliko nas je, 2 milijona približno govorcev in to je to. Ne. Zdaj, eden od namenov projekta, še to tlevam v bistvu prej, da še to povem. To je zdaj malo razdelitev teh 47 milijonov korpusov za slovenščino. Kaj je? Ne? Imamo, če gremo spodaj, to je Evropska agencija za zdravila, ima en korpus, ki je javno dostopen, je 1,1 milijona segmentov, pol imamo tukaj v bistvu še nek evropski korpus, pol je en korpus, ki ga je dal kot neko prosto dostopno licenco latvijsko podjetje Tilde, ki se predvsem ukvarja s strojnim prevajanjem. Tale CC Align pa Paracross, sta dva korpusa, ki sta v bistvu iz pač avtomatsko poravnanih besedil narejena. Potem imamo korpus, pač javni korpus tega direktorata za prevajanje pri Evropskem parlamentu, ki je približno 5 milijonov segmentov. In največji korpus od teh slovenskih je korpus, ki je pač so poravnani podnapisi. Spet na strani opensubtitles.org, pač tam ljudje sami prevedejo podnapise, jih naložijo, to je bilo časih, ko smo še imeli torrente pa tako, smo se to precej uporabljali in tega to so ljudje precej tudi sami prevajali. In tega se je nabralo za 21 milijonov, kar je pa zdaj tako, če pomislite, malo problem, če mi zdaj hočemo delati strojni prevajalnik za slovenščino, nek splošen strojni prevajalnik, ki bo lahko dobro prevajal. Pač predavanja na fakultetah, izjave za javnost, neke novinarske članke in tako naprej. Slaba polovica vseh učnih podatkov, iz katerih se pač te nevronske mreže učijo, je pa v bistvu iz podnapisov. Podnapisi so pa precej drugačna besedila. Tudi kakovost teh podnapisov je na to, da so to dostikrat bili prevedeni od pač domačih entuziastov, lahko to precej niha, tako da to je pač realnost slovenskega strojnega prevajalnika, da je skoraj polovica vseh učnih podatkov iz podnapisov. In to si želimo v projektu RSDO izboljšati. In zdaj zato smo mi pripravili en tak portal, kjer lahko pač kdorkoli, kdor si želi pomagati razvoju slovenskega jezika na področju jezikovnih tehnologij, pač in ima neke prevode, jih mogoče sam prevede, jih pri komu naroči in tako. In pač lahko pride na ta portal, izpolni teh par podatkov, naloži datoteke in s tem v bistvu to pač pošlje nam, mi bomo to sprocesirali in uporabili pri učenju. Zakaj v bistvu rabimo to pomoč? En razlog je pač to, da zdaj mi kot, ker delujemo v Evropi, pa smo, pač želimo delati po pravilih, se moramo držati nekih licenc o avtorskih pravilih, medtem ko recimo verjetno nekemu Google ali pa nekaj takim se tega ni treba, oni pač lahko mogoče tudi kaj sami poberejo iz interneta, pa pač tisto je tam nekje v njihovih bazah, pa noben ne ve, in se iz tega učijo, in tukaj v bistvu se tega to težko privoščimo in pač rabimo za vsako besedilo tudi dovoljenje avtorja oziroma lastnika avtorskih pravic, da ga lahko uporabimo. In zdaj s tem portalom je taka opcija, da
da se da na precej enostaven način, ne, z parimi podatki, v bistvu obvezno se samo ime pa e-pošta. Pač lahko naložite te datoteke. Rabimo sicer zmerom ne izvirnik in prevod v kakršnem formatu, zaenkrat sprejmemo čisto vse, ker si želimo čim več. To naložite in to pride k nam, lahko smo potem še kaj kontaktirali, še kaj dodatno vprašali, ampak mi bomo pač zelo veseli, če v bistvu vsakega besedila in v bistvu vsaka datoteka lahko pomaga. In s tem sem v bistvu jaz zaključil.